Lepo pozdravljeni. Sem vesela, da ste se zbrali tako v velikem številu. Danes lahko v bistvu že v Državnem zboru že nekaj časa spremljate tisto, kar je namen novinarske konference, opozoriti na nepravilnosti oziroma kratenju pravice opoziciji, da vse tiste inštrumente, ki jih ima po zakonu, po ustavi, uporabi za to, da pač opozarja vladajočo koalicijo, tudi vlado, na nepravilnosti, ki se danes dogajajo. In lahko rečemo, da ta nemi, gluhi in slepi valjar svobodnjakov s pomočjo Levice in SD-ja v bistvu tepta pravno državo v Državnem zboru že nekaj časa. Zdaj v zadnjih dneh pa se to še bolj kaže skozi predloge za posvetovalne referendume, kajti kot veste, Svoboda je vložila predloge za 3 posvetovalne referendume, ki jih na vsak način z vsemi pravnimi in nepravnimi, torej tudi s kršitvami poslovnika, zakona in ustave želi spraviti na en referendumski dan, in to je skupaj z evropskimi volitvami. Zdaj, prvi primer takšnega kršenja poslovnika, pa tudi zakona in konec koncev ustave, je predlog za posvetovalni referendum glede konoplje oziroma uporabe konoplje v medicinske namene. Kot veste, je nekje malo več kot 30 dni nazaj torej bil vložen ta predlog za posvetovalni referendum. Obravnavali smo ga na seji matičnega delovnega telesa na zdravstvu, kjer je namesto predsednice to delovno telo vodil podpredsednik, predstavnik Svobode, Premik, ki je dopustil, da je Svoboda vložila amandmaje v tem delu, s katerimi so spremenili naslov oziroma tudi naziv samega posvetovalnega referenduma, hkrati pa eno referendumsko vprašanje, ki se je glasilo, ali ste za to, da se v uporabo, predelavo in tako naprej uporablja konoplja v medicinske namene, spremenili v 2 referendumski vprašanji, in sicer eno referendumsko vprašanje, ali ste za to, da se uporablja in predeluje v medicinske namene, in drugo, ali ste za to, da se uporablja v osebne namene. Torej, problem je v tem, da je torej prišlo do 2 referendumskih vprašanj, ki sta vsebinsko popolnoma drugačni, kot je bil vložen prvi predlog, da se v teh amandmajih niti ni glasovalo, da je predsednik kar v bistvu zaključil, da je glede na vložene amandmaje sprejeto oziroma da so bili sprejeti in da se glasuje o popolnoma drugem referendumskem vprašanju. Pa še eden problem je, ki pa je v bistvu bolj pereč tudi, pa je ta, da smo referendumsko vprašanje ali se za to, da se razpiše referendum o tem, da se zakonom uredi pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ki smo ga obravnavali en teden prej, predsednica ta istega odbora dejala, da se v fazi, ko referendumska vprašanja obravnava odbor, ne mora vlagati oziroma se ne vlagajo amandmaji, vlaganje amandmajev ni možno, in zato takrat tudi naša opozorila niso v bistvu zalegla, da bi se z amandmajem mogoče kakšna stvar rešila. Torej, dvojni vatli, predsednica en teden prej na odboru za zdravstvo pravi, amandmaji v prvi fazi niso možni, v drugem delu potem njen podpredsednik pravi, da amandmaji so možni in z amandmaji amandmirajo referendumsko vprašanje celo tako, da vsebinsko posežejo v sam prvi predlog. Zdaj, že v preteklosti smo opozarjali tudi na druge nepravilnosti oziroma kršenja poslovnika in zakonodaje, pa tudi ustave strani predsednice Državnega zbora, tudi predsednikov odborov. Imeli smo več delovnih posvetov, sestankov s predsedniki odborov, da bi vendarle poenotili stališča pri vodenju sej, da bi se držali poslovnika, in danes smo prišli tako daleč, da predsednica na seji Državnega zbora reče, kar je pač je. In kar je odločeno na odboru, je pač odločeno in mi nič ne moremo pomagati. In v času, ko pač na sejah, ki jih vodijo predvsem predsedniki iz Svobode, prihaja do kršenja torej poslovnika, predvsem takrat, kadar določene predloge poda poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Prišli smo tako daleč, da predsednica za notranji odbor ni celo omejila
razpravo o našem predlogu sklepa. Zadnjič smo namreč predlagali določen sklep, v katerem je bila besedica pozivamo vlado, in je predsednica odbora odločila, da takšen sklep ne bo dala na glasovanje. Še več, glasovala se o tem, da se niti nam ne da besedo, da bi o tem razpravljali. Torej, ali bomo prišli tako daleč, da bodo z sklepi predsedniki matičnih delovnih teles, pa mogoče tudi predsednica Državnega zbora na sami seji, da se bodo sprejemali sklepi, da opozicija ne sme v Državnem zboru več razpravljati. To je ena zadeva. Potem tudi opozarjali smo to, da ko sklicujemo nujne seje odborov, da ne povabijo na seje odborov tistih, ki mi želimo, ampak pač tisti, ki oni želijo, torej predsedniki odborov sami samovoljno odločajo. Torej več zadev, ki torej še enkrat lahko potrdi, torej, da je v Državnem zboru umrla pravna država. Zdaj bi se dotaknila pa še v bistvu zadnjega primera, ki nekako tudi še ni rešen, je pa ustanovitev parlamentarne preiskave za, bom rekla, ugotavljanje nepravilnosti na GEN-I pa Solar oziroma povezavi Svobode in predsednika vlade s temi podjetji in seveda vse, kar se temu tiče. Državni svet je sprejel akt o ustanovitvi parlamentarne preiskave, ga posredoval Državnemu zboru in po poslovniku in zakonu o parlamentarni preiskavi mora Državni zbor brez glasovanja ustanoviti parlamentarno preiskavo. Predsednica Državnega zbora je že, predno je bila zadeva vložena v Državni zbor, napovedala, da bo pozvala Zakonodajno-pravno službo Državnega zbora, da se opredeli do samega akta in da če bo pač v aktu prišlo do protiustavnih zapisov oziroma pač besedila, bo zahtevala popravke oziroma te parlamentarne preiskave ne bo dovolila, da se ustanovi. Gre še za eno kršenje, torej zakonodaje in poslovnika Državnega zbora, kajti še enkrat poudarjam, da je jasno v zakonu in poslovniku v parlamentarni preiskavi, da se na pobudo oziroma zahtevo Državnega sveta parlamentarna preiskava mora ustanoviti. Predsednica Državnega zbora te točke ni dala na to sejo, po vseh poslovniških rokih bi to moralo biti zdaj na tej aprilski seji. Tega ni dala na sejo, torej še eno omejevanje, bom rekla, demokratičnih načel, ki so po zakonu o poslovniku in ustavi določene za vse inštitucije v državi, za Državni svet in pa seveda tisto, kar sem prej povedala, tudi za opozicijo. Torej, še enkrat lahko smo priča temu, da nekako opozicija več res nima, kljub temu, da ima zakonsko in ustavno določene možnosti, s katerimi lahko opozarja Državni zbor, koalicijo, vlado, v bistvu vse povozi, če lahko tako rečem, izniči vse te inštrumente, ki jih imamo z eno samo močjo teh 53 glasov, ki jih imajo. Hvala. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Hvala Jelki za zelo dobro vsebinsko utemeljitev razlogov za današnjo novinarsko konferenco. Zdaj, z kršenjem poslovnika, delno tudi duha ustave, pa seveda dosedanje parlamentarne prakse smo se srečali že na začetku tega mandata. Takrat, ko je bilo Slovenski demokratski stranki, ki je daleč največja opozicijska stranka v tem sklicu Državnega zbora, vzeta možnost vodenja dveh nadzornih komisij, Komisija za nadzor javnih financ in Komisija za nadzor nad tajnimi službami. Z glasovi vladne koalicije je bilo vodenje obeh komisij dano v roke najmanjši opozicijski stranki. To se doslej še nikoli ni zgodilo. Zdaj, podobna situacija, kar se tiče razmerja sil med opozicijskimi strankami, je bila tudi v enem od prejšnjih mandatov. Takrat smo mi sami odstopili vodenje ene od teh komisij drugi opozicijski stranki, tako da kakšenkoli očitek, da se je to zgodilo zato, da si Slovenska demokratska stranka ne bi prilastila vseh nadzornih funkcij, so glede na dosedanjo prakso prazni. Zdaj, kako poteka nadzor nad tajnimi službami, nad javnimi financami v zadnjih 2 letih, pa je najbrž vsem jasno. Zdaj, kar se tiče upoštevanja ali pa spoštovanja poslovnika in procedur v slovenskem parlamentu, je bilo v zadnjih 30 letih večkrat
kar nekaj razhajanj pa različnih tolmačenj, ki so se tako ali drugače na dokaj civiliziran način razrešila. Imamo poslovniško komisijo in imamo nenazadnje tudi možnost posvetovanja na kolegijih pa delovnih sestankih tistih, ki državni zbor vodijo. Nikoli doslej pa se še ni zgodilo, da bi se te kršitve koncentrirale, osredotočile pri bistvenih stvareh v tako kratkem času. Trenutno se srečujemo z 4 oziroma 5 tovrstnimi kršitvami, manipulacijami, ki jih seveda zelo težko pripišemo zgolj neznanju pa nepoznavanju tistih, ki tokrat prvič sedijo v klopeh državnega zbora. Zdaj nekatere Jelka prej dobro opisala in teh stvari ne bi ponavljal, bi pa posebej podčrtal to, da se je prvič zgodilo, da se na delovnem telesu v bistvu prepovedala razprava o nekem predlogu. Tukaj vladna koalicija posnema poslovnik mestne skupščine mesta Ljubljane, ki je zdaj sicer, mislim, da na ustavnem sodišču. Zdaj gospod Janković ima v poslovniku napisano, da lahko z glasovanjem večina v mestnem svetu Ljubljane kadarkoli prekine razpravo. In to praviloma delajo. Ko jim ni všeč, da gre razprava v neke za mestno oblast kritične vode, nekdo poda predlog, prekinimo razpravo, prekinejo razpravo in glasujejo. In to je globoko protiustavno. Absolutno. Razprave v mnogih parlamentih ali pa organih lokalne oblasti so s poslovniki lahko omejene po pravilih, ki veljajo za vse. Ne more si pa večina lastiti pravice kjerkoli na državnem ali pa lokalnem nivoju, da enostavno opoziciji omeji razpravo na način, ki velja samo za opozicijo. Zdaj, to se je, očitno so ta redna srečanja med ljubljanskim županom in predsednikom vlade seveda pripeljala do tega, da je vse več posneman in to se je zdaj prvič zgodilo tudi v državnem zboru. Je bilo že prej nekaj poskusov, ko so predsedujoči, predvsem iz stranke Gibanja Svoboda, skušali preprečiti razpravo. Več ali manj smo to dokaj dobronamerno obravnavali kot neizkušenost. Tukaj pa zdaj gre za, rekel, eklatantno kršitev tako poslovnika kot dosedanje parlamentarne prakse, ki je nevarna. Zdaj, demokracija je seveda vladavina večine, ki pa je omejena z nekimi pravili. In ta pravila morajo pač veljati za vse enako. No in kot je bilo že prej rečeno, doživeli smo tudi to, da je na istem odboru enkrat amandma dopusten, naslednjič pa ni dopusten pri isti zadevi. In to v praktično istem tednu, v isti sestavi odbora in v istem mandatu državnega zbora. Tako da je ta zadeva pravzaprav nekje na robu tega, da se sprašujemo, koliko ima takšno ravnanje vladne koalicije sploh še neko legitimnost, ker gre za eklatantno kršenje pravil. Zdaj, tudi to ignoriranje državnega sveta, ki je ustavni organ. Državni svet je ustavni organ, ima pravice in pristojnosti, ki mu jih daje ustava in ki jih nekateri zakoni potem še nekoliko bolj natančno opredeljujejo. Zdaj, ena od teh pristojnosti je to, da pač lahko zahteva parlamentarno preiskavo in državni zbor jo mora odrediti. Zdaj smo v situaciji, ko se je to zgodilo, državni svet je izglasoval parlamentarno preiskavo, vezano na sume kaznivih dejanj predsednika vlade, in državni zbor te preiskave ne odredi. Pri tem se sklicujejo na neke
nomotehnične popravke v besedilu teksta. Zdaj, če greste prebrati akte, s katerimi je Državni zbor ustanovil dosedanje preiskovalne komisije, boste najdli veliko slovničnih napak že v samem naslovu. Zdaj, nekatera imena teh preiskovalnih komisij so bila dolga za pol strani in je bilo že v samem, nekaj smo išli prej pogledati, že v samem naslovu je bilo 5 slovničnih napak. Pa je zaradi tega Državni zbor vseeno takšne akte sprejel. Tudi takšne, ki bi jih lahko popravili na sami seji, ker jih ni zahteval državni svet. Tukaj se pa z zelo votlim izgovorom preprečuje ali pa vsaj zavlačuje ustanovitev parlamentarne preiskave, ki pač vladni koaliciji ni všeč. Običajno povsod po svetu parlamentarne preiskovalne komisije ne preiskujejo opozicije, ampak seveda pač vladno koalicijo in dejanja povezana z njo. Zato je stvar pač orodje opozicije, manjšine ali pa drugih nadzornih organov in Državni svet deloma je takšen organ, ustaven, in takšne stvari se morajo pač izpeljati, ne pa zavlačevati to s praznimi odgovori. Tukaj tisti, in v tem primeru gre za predsednico Državnega zbora, kršijo pač pooblastila, ki jih imajo, neposredno. Po mojem mnenju gre tudi za kazensko odgovornost. Če bo to trajalo, lahko tisti, ki je tukaj oškodovan, vloži kazensko ovadbo in bo morala steči procedura. Ker nosilci javnih funkcij so pač omejeni z zakonodajo. Ne smejo storiti tistega, kar je prepovedano, in morajo storiti tisto, kar je predpisano. V tem primeru se to enostavno pač ne dogaja. In potem imamo še mogoče najbolj vpijoč primer tega referendumskega vprašanja glede evtanazije. Slovenija ima ustavo, v kateri je poseben člen, v katerem piše, človekovo življenje je nedotakljivo. Jaz sem bil član tiste prve ustavne komisije, ki je takrat čez skupščini predlagala to ustavo, in je bilo veliko razprave o tem členu. Mislim, da se magnetogrami iz teh razprav, pa tudi javne razprave so bile, seveda sej priprave na sprejetje prve slovenske ustave so trajale leta, od leta 1987, ko je nastal prvi osnutek za pisateljsko ustavo, in je bilo to vprašanje predebatirano. In ta stavek v ustavi dejansko pomeni, da z zakonom ne morete urediti vprašanja, kot oni pravijo, predčasnega končanja življenja, dokler imamo takšno ustavo. In zdaj se bo glasovalo o nečem, o čemer se ne bi smelo glasovati. Lahko pa bi seveda vladna koalicija spraševala ljudstvo, ali ste za to, da se v slovenski ustavi ta člen spremeni. In se na podlagi te spremembe potem zadeve uredijo z zakonom. Ampak tega v tem vprašanju ni. Razumete? Zdaj, če bodo z glasovalnim strojem spravili skozi takšno referendumsko vprašanje, glejte, potem lahko damo na posvetovalni referendum katerokoli vprašanje, s katerim vprašamo, ali ste za ureditev nečesa, kar je na način, ki je v temeljem nasprotju s tem, kar piše v ustavi. Vse. Ali ste za to, da zakonom uredimo izvajanje smrtne kazni, čeprav je prepovedano po ustavi, neposredno, ali česarkoli drugega. Skratka, gre tukaj za zavajanje volivcev in se jih sprašuje nekaj, kar ni, pa lahko je 100% odgovor za, ampak tega ni možno implementirati, dokler imamo takšno ustavo. Mi skušamo kolegicam in kolegam tukaj pač dopovedati, da se skozi ta ustavni zid ne da z glavo, ampak se kljub temu, kar misli, da ker je pač nekdo dobil večino v tem državnem zboru, lahko počne karkoli.
In najbrž ni treba posebej razlagati, da so to nevarne stvari, ki vodijo v stanje, ki ni ustavno in se mu reče diktatura. Potem smo še pri tej posvetovalno-referendumski maniji. Zdaj, kot veste, je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke predlagala referendum, posvetovalni referendum o miroljubni uporabi jedrske energije oziroma o izgradnji drugega bloka nuklearne elektrarne. Vložili smo to že pred meseci in smo takrat dejali, da pač je to vprašanje, ki seveda okrog katerega bilo potrebno čim večje politično soglasje. In potem, ko je vladna koalicija na to reagirala, smo se z njimi pogovarjali, je bil posvet vseh parlamentarnih strank in takrat so nam kolegi iz vlade in vladne koalicije razložili, da pač pomembna vprašanja zaslužijo posebno referendumsko odločanje, ki ni na isti dan, kot so volitve v Evropski parlament. Ker takrat so bili predlogi tudi z naše strani, da bi to izvedli skupaj z volitvami v Evropski parlament, še posebej, če se doseže širše soglasje, potem to itak nobenega ne prizadene ali pa koristi v eno ali drugo stran. Tam na tem posvetu se je izkazalo, da so vse parlamentarne stranke razen Levice za, ampak kljub temu so nas kolegi iz vladne koalicije potem prepričali, da ne hitimo s tem referendumom, da bo šele jeseni, in smo mi potem predlog umaknili. In se zdaj dela na skupnem referendumskem posvetu, ki bo jeseni. Ampak ni se še posušilo črnilo na našem predlogu za umik te točke, že je začela vladna koalicija vlagati predloge za posvetovalne referendume za vse živo, kar se je spomnila. Potem smo seveda v tej sezoni tudi mi vložili nekaj predlogov in v teh dneh se bo o teh predlogih odločalo. Zdaj prvič moram reči, da je tako, rekel, ne bom uporabil besede, ki bi sicer moral, ampak je malo poniglavo, da najprej prepričaš nekoga, da nimamo posvetovalnega referenduma o vprašanju, o katerem pa obstaja velika politična enotnost, hkrati z evropskimi volitvami in bilo dovolj časa in vsi pogoji so bili izpolnjeni, potem pa sam za ta dan predlagaš referendume o vprašanjih, za katere misliš, da bodo pač takšna, da bodo povečala volilno udeležbo in koristila tudi pri zbiranju glasov za kandidate za Evropski parlament, za pač vladne stranke. Ampak tudi to, bi se dalo še sprejeti, zdaj, če bi tukaj vladna večina potem dopustila, da se vse, kar zakonito pride v proceduro in izpolni pogoje, ki so določeni v poslovniku, tudi dejansko uvrsti na glasovanje hkrati na isti dan z evropskimi volitvami. Samo kot imamo zdaj situacijo, po teh glasovanjih na delovnih telesih, se to ne bo zgodilo. Posvetovalni referendumi bodo samo za vprašanja, ki jih bo vladna večina izbrala, za vse ostala pa ne. Zdaj mi sicer lahko pač to malo vračali, pa bi tudi referendum o drugem bloku jedrske elektrarne zdaj zahtevali pač v tem istem roku, ampak nismo takšni. In mislimo, da je to poleg mnogih ostalih vprašanj, ki se tudi zdaj pa ciljajo na te referendume, stvar, o kateri je treba pač resno razpravljati in tudi odločati. Protestiramo pa proti zlorabi glasovalne večine v državnem zboru, zato, da se s tem trikom skuša vplivati na
odločanje volivcev o zadevah, ki niso povezana z evropskimi volitvami in s tem, kaj si slovensko volilno telo želi od tistih, ki jih bo poslalo v Bruselj, Evropski parlament za naslednji zelo zahteven mandat. Tako da verjetno ste vsi tudi spremljali dosedanje dogajanje danes v državnem zboru, je, bom rekel, precej kaotično in te stvari se bodo nadaljevale, če bo vladna koalicija enostavno ignorirala poslovnik, pa tudi dosedanjo parlamentarno prakso, iz pač nekega obupa, glede na to, da pač jim na teh volitvah Evropski parlament ne kaže najbolje. To ne bodo zadnje volitve, ta mandat državnega zbora tudi ni zadnji mandat in to, kar se zdaj počne, ni v čast tistim, ki imajo škare in platno v rokah v tem mandatu. Toliko, če so kakšne vprašanja, najprej na to temo. Ja, morda omenili ste celo kazensko odgovornost, kaj torej še lahko naredite, razen da pač opozarjate na nepravilnosti? Zdaj, v primeru, ker se omenjal kazensko odgovornost, je prizadeta stranka oziroma prizadeti organ Državni svet. Oni bodo morali presoditi, ali bodo ta inštrument uporabili ali ne. Gre pa za eklatantno opustitev dolžnega ravnanja, ki se kazensko sankcionira. Če en direktor podjetja, ki ima 10 zaposlenih, ne naredi nekaj, kar bi moral, in so posledice, kazensko odgovarja. To enako velja tudi za nosilce funkcij na državni ravni. V primerih, ki so pa, rekel, eklatantno kršenje ustave, ne samo zakon.